Govorim iz vidika gospodarstva in trenutno zagotovo, kako spremeniti poslovne modele in kako ter kam inovirati, da bomo krizo kar najbolje izkoristili ali pa jo celo prešli. Sicer pa inovacije v generalnem smislu na področju umetne inteligence, hrane, okoljskih rešitev, farmacije, mobilnosti, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da inoviramo z namenom, da rešujemo probleme in tudi izzive nekako ljudi. Tu bi lahko rekel, da zelo podobne v Sloveniji, ker so tudi države zelo podobne in so trenutni izzivi podobni. Vsekakor povezovanje podjetij z institucijami znanja in pa tudi kulturno-kreativnimi industrijami, krožno gospodarstvo, storitivizacija in storitveno oblikovanje. Glede na trenutno situacijo bi rekel, da samooskrba, mobilnost in tudi z njo povezana infrastruktura, pametna in trajnostna gradnja, upravljanje z energijo, digitalizacija in pa tudi krožne rešitve, ki pa bodo morda bolj temeljile na tem delu reduce ali reuse in manj na recycle. Tudi tu podobno velja kot za Slovenijo, sicer pa se moramo na dolgi rok zavedati, da se splošna populacija stara, svet okoli nas se urbanizira v veliki meri, vznikajo tako imenovana megamesta, ki bodo slej kot prej, kakšno tudi v tej regiji, narašča razlika med revnimi in bogatimi, pri čemer pa je tudi pritisk na okolje čedalje večji. In to so vse megatrendi, ki bodo bistveno vplivali na razvoj in inovacije in jih moramo imeti v naših strateških razmislekih tudi za naprej. Pri tem se mi zdi najbolj pomembno, kako se bomo mi kot organizacija, Gospodarska zbornica, znali reorganizirati in tudi pripraviti na čase, ki prihajajo. Sam ga ocenjujem kot zelo pomembnega. Konec koncev so to glavni izvozni trgi Slovenije, pa ne samo izvozni trgi, ampak tudi naši razvojno-partnerski trgi. Da, več ali manj z vsemi, v ospredju so seveda podjetja, sodelujemo pa z vsemi in te akterje tudi mrežimo, kar pa je eno izmed ključnih poslanstev Gospodarske zbornice Slovenije. Vsekakor največ sodelujemo s podjetji, ker konec koncev smo Gospodarska zbornica, pa tudi veliko z ministrstvi, kar je v času korona krize še posebej intenzivno, ker zelo intenzivno sodelujemo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri vseh ukrepih, vsekakor pa ne manjka tudi sodelovanja z institucijami znanja, ki jih povezujemo s slovenskimi in tudi tujimi podjetji. Naj bi bili ti cilji usklajeni. Verjamem, da so bili cilji ob vzpostavitvi pametne specializacije precej usklajeni, se je pa v tem obdobju od začetka zgodilo marsikaj tudi nepredvidljivega in je usklajenost zagotovo precej manjša, potrebe pa povsem drugačne, kot so bile na začetku in pred leti.
Zagotovo je največja dodana vrednost vsekakor debata, ki smo jo imeli med udeleženci delavnice, vsaj iz mojega osebnega pogleda. Vsekakor pa so takšne delavnice, pri katerih je velik poudarek na pogovoru in izmenjavi izkušenj, zelo pomembne in tudi nujno potrebne, da se tako spoznamo, kot tudi prenašamo naše izkušnje, poglede in seveda znanje.